V Evropi si bomo gotovo najbolj zapomnili teroristične napade v Franciji. Prvi se je zgodil januarja na uredništvu satiričnega časopisa Charlie Hebdo v Parizu. Misel Je suis Charlie se je tedaj širila v spomin in opomin na žrtve skrajnežev. Novembra so se v Parizu zgodili novi teroristični napadi. V njih je na 3 lokacijah umrlo veliko ljudi. Številne evropske države je preplavil strah pred terorizmom. Tudi naravne katastrofe so zaznamovale leto. Ena hujših je bil potres v Nepalu z močjo 7,8 stopnje. Tla so se zatresla kar 2-krat. Prizadetih je bilo več milijonov ljudi, ki so ostali brez domov. Več kot 4300 jih je umrlo, številni so bili poškodovani. Vojne in revščine na Bližnjem vzhodu pa so pregnale z domov številne ljudi, ki so se zatekli v Evropo. Prebežniki še vedno množično prečkajo tudi našo državo. Redki si želijo ostati pri nas, večina pa nadaljuje pot proti Nemčiji. ما أكلنا شيء نيمونا بالأراضي على الحرامات بس حطينا حرام بالأرض نمنا عليه في خيام بس ملانين كانوا كله فوق بعضه ونمنا على الأرض. Da bi lažje nadzirali prihod prebežnikov, je vlada na mejo s Hrvaško postavila žičnato ograjo, ki razburja mnoge nasprotnike. Leto se je začelo tudi v znamenju varčevanja v šolstvu. Manj denarja je bilo za športne dneve, interesne dejavnosti in za plačilo dodatne učne pomoči. Zamenjali sta se tudi kar 2 ministrici za šolstvo, danes na tej funkciji kroji vašo šolsko politiko doktorica Maja Brenčič Makovec. Večina volivcev je na referendumu odločila, da ne bomo spremenili zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, po katerem bi se lahko poročali tudi istospolni pari in bi tako izenačili pravice za vse ljudi. Nas je pa veliko stvari tudi združevalo, predvsem uspehi naših športnikov. Pesti smo stiskali za Tino Maze, ki se je po izjemnih uspehih v pretekli sezoni odločila prekiniti smučarsko kariero. Pa naš najboljši orel Peter Prevc, ki je tudi v tej sezoni v odlični formi ter z dvignjeno glavo posluša zmagoslavni zven Zdravljice. Oba sta postala tudi športnika leta. Med skupinskimi športi pa so nas z zgodovinskim uspehom navdušili naši odbojkarji, srebrne medalje so imele Zlacija. Prav tako zgodovinsko je bilo 3. mesto Line Koduzović na otroški Evroviziji. Lina si bo svojo prvo ljubezen zapomnila tudi po nepozabnem doživetju v Sofiji v Bolgariji.